En lep dan, zahtevna organizacijska prireditev za Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice. Z nami je direktorica centra Renata Klančnik. Lep pozdrav tudi vsem gledalcem. Torej, končno zopet ena prireditev v sončnem vremenu sredi Konjic, tako da smo vsi zelo veseli. Kot slišite, v ozadju nam igrajo veseli fušari, danes pa nam naznanitev vinske trgatve popestrujejo še ansambel Slovenski zvoki. Že v začetku nas je pozdravila godba Napihala iz Slovenskih Konjic, seveda pa bo še tudi v nadaljevanju veselo. Pričakujemo pravkar prihod konjiških vinogradnikov za njihovo vinsko kraljico in seveda čas je, da se naznani vinska trgatev. V nekaterih vinogradih že kar veselo trgajo, torej s tem današnjim dogodkom pa bo resnično na Konjiškem uradno naznanjena trgatev. Center za kulturne prireditve je uspel organizirati lepo prireditev. Ljudje so pogoj za to. Seveda, edino tisto, kar šteje, so ljudje, ki pridejo obiskovati takšne prireditve, in mi si srčno želimo, da bi v bodoče bilo vedno več takih obiskov, kot je danes. Seveda si želimo tudi, da bi obiskovali prireditve tudi domačini. Hvala. Zopet en lep dan za Konjice. Z nami je župan občine Slovenske Konjice, gospod Miran Gorinšek. Veliko ljudi se danes zbralo, smo zadovoljni? Z današnjim obiskom smo zadovoljni. Vidite, da je dogajanje pestro, Stari trg je poln in današnji dan kot naznanitev trgatve jaz osebno štejem kot neke vrste pričetek plačilnih dni za vse to, kar so ljudje, pridne roke vinogradnikov in vinogradnic počele od Treh kraljev pa do današnjega dne v vinogradu. In verjemite mi, da je potrebno veliko opravil, ogromno pridnih rok, predvsem pa srčnosti, da človek vztraja in obdeluje nekaj več kot 400 hektarov vinogradov, kolikor jih je v naši občini. Glede na napovedi strokovnih služb se obeta zopet ena od izjemnih letin. In jaz pravim tako, da je prav, da se vsakih nekaj let pojavi takšno plačilo z svojo izjemnostjo, kajti takrat, ko se narava poigra z ljudmi, z vinogradi, z grozdjem, takrat, ko gleda človek tiste ostanke, če pride do kakšnega neurja, je potrebno resnično zbrati moč in rešiti, kar se rešiti da, predvsem pa vztrajati in nadaljevati v vinogradništvu. Z nami je gospa Ivica Podkrajšek, vodja vinogradniške svetovalne službe. Gospa Ivica, kakšen je letošnji letnik? Nekaj smo že slišali, da je dober letos. Letnik letos je res nekje v pričakovanju zelo dober oziroma pričakujemo odličen letnik. Moramo reči, da so neurja in vse nevšečnosti nekje odšle mimo nas, hvala Bogu, in zdaj pričakujemo, da je pridelek nekje zmeren, se pravi toliko, kot bi ga nekje trta prenesla, in kvaliteta pač nadpoprečna. Pričakujemo, da bo glavnina trgatve padla že v konec meseca septembra, to je že tretje leto zapored, kar nekje pomeni, da so klimatske spremembe tu, da se prej začne vegetacija in tudi prej zaključi vegetacija. Glavnina trgatve gre nekje okrog po 20. za srednje pozne, za pozne sorte pa okrog 1. oktobra dalje in zna biti res prečudovito. Leto še posebej priporočamo trgatve predikatov, se pravi, je čas za to, da bi pustili nekaj za pozne trgatve, nekaj za izbore in tudi kakšno za ledeno vino. Lažje oceno bo seveda dati na martinovanju. Ja, v martinovanju se bo že vedeli, ali je to muhavi letnik, ali je letnik, ki bo imel veliko napak pri predelavi, ali bo to normalni letnik kvalitete. Veliko sreče pri delu in veliko uspeha z dobrim vinom letos. Ja, hvala vam in vsem našim vinogradnikom, ki so pridelali, in upam, da bomo letos res nazdravili z odlično kapljico.